Dragi bratje in sestre, v imenu Slovenske škofovske konference bi rad povedal in izrazil molitveno povezanost vseh škofov, duhovnikov, vseh drugih za našimi mučenci vojne in povojne revolucije oziroma državljanske vojne, za katero smo slišali v parlamentu oziroma v prvi skupščini, da se je že končala šele leta 1990 s prvo izvoljenimi poslanci. Molimo za vse žrtve, molimo za rablje. Na Brezjah, narodnem svetišču, smo molili za žrtve, za tiste, ki so hudo storili, za tiste, ki so to naročili. Že Platon je zapisal, da je veliko večji revež tisti, ki zlo stori, kot pa tisti, ki ga trpi. Mučenke in mučence imamo. Mnogi so jih hoteli zakriti. Barbarin rov, ne vem koliko sten kamnov, ne more zakriti mučeništva. Eksplozije oziroma bombardiranje grobov v Kočevskem Rogu, drugi perverzni, pokvarjeni načini, kako zakriti bolečino, nam govorijo o tem, da ta molk velike sobote ne more ostati molk, ampak da bo kamen od groba odvaljen, kot bomo slišali v Božji besedi. In ta kamen se korak za korakom z molitvijo, odpuščanjem, povezanostjo z vsemi v domovini in mnogi, ki so trpeli po različnih koncih sveta, ker so bežali pred komunističnim sistemom. Slovenija je ena domovina po celem svetu, naši dragi rajni, naši mučenci in mučenke pa so občestvo, v kateremu se priporočamo in vemo, da so naši priprošniki pri Bogu. Naj nas opogumi Božja beseda, da bomo zares lahko z našimi rajnimi preko vere, velikonočne skrivnosti velikega petka, križa in trpljenja, vedno znova zaupali moč dobrega, moč luči, zmage, odpuščanja nad sovraštvom. Jezus Kristus je tisti, ki je vstopil v največje temine človeškega greha, da nam prinaša upanje. Naj nas opogumi Božja beseda, ki jo bomo slišali. Beseda odrešenja je iz svetega evangelija po Marku. Ko je prišla 6. ura, je po vsej zemlji nastala tema do 9. ure. Ob 9. uri je zaklical Jezus z močnim glasom Eloj, Eloj, lama sabachthani, kar pomeni moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so to slišali nekateri izmed teh, ki so stali zraven, so govorili, glejte, Elija kliče. Pritekel pa je nekdo in napojil gobo s kisom, jo nataknil na trst in mu dajal piti, ter govoril, pustite, glejmo, ali pride Elija, da ga sname. Jezus pa je zaklical z močnim glasom in izdihnil. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je stotnik, ki mu je stal naproti, videl, da je izdihnil s takim klicem, je rekel, resnično ta človek je bil Božji sin. Ko pa je minila sobota, so kupile Marija Magdalena in Marija mati Jakobova in Saloma dišav, da bi ga šle mazilit. Prvi dan v tednu so prišle k grobu na vse zvodaj, ko je sonce vzšlo. Govorile so med seboj, kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob. Ko so se pa tja ozrle, so videle, da je kamen odvaljen. Bil je namreč silno velik. Stopile so v grob in zagledale mladeniča, sedečega na desni in ogrnenega z belim oblačilom, in so se prestrašile. On jim pa reče, ne bojte se. Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Vstal je, ni ga tukaj.
Glejte, kraj, kamor so ga položili. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, dragi rojaki tukaj doma v Sloveniji in po celem svetu, to srečanje blagoslovitev križev, žrtev mučencev, vojnih in povojnih pobojev ne bo priložnost, da se trudimo za odpuščanje, da molimo za rablje, da molimo za vse tiste, ki so to hudo storili. Odpuščamo in vedno znova prosimo za odpuščanje. 70-letnica konca druge svetovne vojne, te neizprostne morije sovraštva in nasilja, ter mučeništvo mnogih nedolžnih žrtev med vojno in posebej še po njej, žal, konec vojne za Slovenijo ni pomenil konec revolucije, državljanske vojne, ki se je potem nadaljevala. V Parizu so postavili spomenik Francozom, ki so bili deportirani v nemška koncentracijska taborišča. Nad portalom stoji napis: odpustimo, toda nikoli ne pozabimo. Morda bi se kdo spotaknil ob tem stavku, toda vedeti moramo, da je osnovno sporočilo Jezusovih besed in dejanj medsebojno odpuščanje. Nikoli pa ni zahteval, naj pozabljamo. Spominjati se moramo, ker so to naše korenine, ker je samo resnica in sočutje možnost na koraku spravi. Po čiščenju spomina, ki je proces osvobajanja in osebne skupnostne vesti od vseh oblik sovražnosti in nasilja in je dejanje poguma in ponižnosti ter prispeva k resnični sproti sprave, nas vabi tudi bula o napovedi svetega leta 2000, ko naj bi se v svobodi, pogumu, molitvi zares spravili med seboj, odpustili drug drugemu. Izkušnje kažejo, da vztrajanje pri sovraštvu in nepripravljenosti odpustiti ali prositi za odpuščanje človeka maliči in ga lahko polagamo popolnoma razosebi. Največja škoda, ki jo nekomu slabo dejanje žalitev od druge osebe more povzročiti, je okrnitev svobode tega človeka, da bi bil to, kar bi rad bil, da še naprej ta človek, ki mu je bila povzročena krivica, živi kot suženj tistega, ki mu je storil krivico, ker ni pripravljen odpustiti in lahko živi v krču žrtve. Človekova notranjost lahko še naprej obvladujeta jeza in zamera, duhovni strup prežema človekovo bitje. Postaje razdražljiv, žaljiv, celo hudoben lahko. Človek, ki sovraži, je suženj nekoga, ki mu je storil krivico, je od njega odvisen in popolnoma določa vse njegovo ravnanje. Zato, ko odpuščamo, postajamo svobodni, je naš spomin očiščen in lahko pogledamo bratu v oči, ga spoštujemo njegovem dostojanstvu in na ta način lahko naredimo nov korak. Toda brez resnice, brez sočutja, brez poznavanja tega, kar se je zgodilo v zgodovini, brez spominjanja, se to ne more zgoditi. Zato so vsa prikrivanja, ignorance, populizmi in drugi načini poniževanje sprave, ne pa pot spravi. Kot se je žal zgodilo tudi tistega 8. julija v Kočevskem Rogu leta 1990, ko je šlo pravzaprav, kot je nadškof Šuštar potem večkrat poudaril in vedno bolj poudarjal, kako se mu je zdelo in je občutil, da je pravzaprav bil prevaran in zlorabljen. Ker so vsi koraki, ki so tej tako imenovani spravni slovesnosti sledili, bilo pravo nasprotje sprave. Prikrivanje, zakrivanje, ignoranca,
Drugorazredna tema, napaka, to ni to.